Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Nogometni klub Ormož se je pred kratkim sestal na svojem rednem občnem zboru in tako kot po navadi so na dnevnem redu imeli vse obvezne točke, ki so pač nujne za občne zbore. Sicer pa so izbrali starega novega predsednika oziroma novega starega predsednika, bolje povedano. Zlatko Klemenčič je spet postal predsednik oziroma ostal, kar najbrž ni slučajno, gotovo je svoje naloge opravljal tako, kot je treba, zato so mu sočlani izrazili upanje oziroma zaupanje še za en mandat. Kakorkoli, nogomet je še vedno tradicija, tudi v Ormožu, veliko jih je, ki ga imamo radi in se z veseljem zapodimo za žogo. Sicer pa je ravno zato za nogomet potrebno tudi kar nekaj dobrih pogojev, predvsem, če se želimo na nek način promovirati, se uvrščati, zmagovati in tako dalje. Kaj vse se bo tekoče leto dogajalo v nogometnem klubu Ormož, kakšna je zgodovina, kakšne imajo želje, načrte, pa bo več torej povedal predsednik Zlatko Klemenčič. Gospod Klemenčič, lepo pozdravljeni v naši družbi. Ja, hvala za povabilo. Lep pozdrav tudi vsem gledalcem kabelske televizije Ormož. Ja, tako kot ste povedali, na zadnjem občnem zboru sem nekako spet bil izbran za predsednika nogometnega kluba Ormož, glede na dejstvo, da smo nekje v fazi tega, kar smo si želeli že dalj časa, se pravi v izgradnji tribun in vsega potrebnega okrog kvalitetnega nogometnega kluba, so mi verjetno tudi ostali člani upravnega odbora to nalogo še enkrat zaupali, da dejansko to, kar imamo v teku, tudi izpeljemo do konca. Najbrž je to vseeno čas, ne, ko vam tako sočlani v klubu zaupajo torej? Ja, verjetno je res to čast, je pa tudi neka obveza oziroma breme, katerega pa vedno ni lahko izpeljati do konca. Jaz se bom nekako potrudil, da zaupano izpeljemo, glede na to, da nas čaka res burno leto, glede na plane, ki smo si zadali, oziroma obveznosti, ki jih imamo tako do občanov občine Ormož, kakor tudi navzven. No, zunaj je ta čas zima, sneg. Kaj počnete nogometaši v tem času? Ja, res je, te vremenske razmere nas trenutno malo otežujejo pri fazi treninga, tako da nekako se članska ekipa zadržuje v telovadnici. Moram reči, da smo dobili prostor v telovadnici pri Miklavžu, ker ormoška telovadnica je ampak nasplošno zasedena z drugimi dejavnostmi in so nam pač gostoljubje ponudili pri krajevni skupnosti Miklavž oziroma osnovna šola Miklavž, za kar se jim še enkrat zahvaljujemo. No, najbrž gre to sedaj za mali nogomet, ne? Se da to trenirati dobro, torej? Ja, v tej fazi nabiranja fizične kondicije oziroma nekako tehnike je to čisto dovolj, glede na to, da so vsi nogometaši čez celo sezono aktivni z igranjem malega nogometa in to, tako da ni zdaj več to tako, kot je bilo nekdaj, ko smo konec oktobra nehali z nogometom, pa ga spet aprila začeli. Dejansko so danes vsi nogometaši v pogonu čez celo leto in ni to nekega pomanjkanja kondicije, več ali manj je to samo osveževanje tistega, kar že vsak od nogometašev ima v svojih nogah ali pa tudi v glavi. No, zima je temu primerno, sva se tudi midva danes oborožila, ne, proti zimi. Jaz imam svoj šal, vi pa seveda takšnega pravega nogometnega, ne? To velja kot promocija za vaš nogometni klub. Ja, nekako smo se v letošnji tekmovalni sezoni odločili, da bomo tudi z promocijo, se pravi samega kluba, se pravi z šali, kape, ker je tu prevroče nimam, s temi navijaškimi rekviziti tudi oborožili tudi navijače. Konec koncov s tem izkazujemo tudi neko pripadnost klubu oziroma vidimo, kdo je za nogomet, kdo ni, in moram reči, da je bila glede na začetno skeptičnost, da je trenutno, moram reči, več kot
od pričakovanega moram reči, da se je prodalo res ogromno šalov in še vedno je veliko zanimanje za te šale in upam, da bomo res na koncu naredili eno armado navijačev, ki bodo oboroženi s kapami, šali, mogoče tudi z kakšnimi majicami in dejansko izgledali kot pravi navijači enega pravega nogometnega kluba, ki bo konec koncev s tem, ko bomo dogradili te tribune, parkirne prostore, slačilnice in to tudi postal res nogometni klub, kateri ima vse, kar mora imeti pravi nogometni klub. No, zima je sicer sedaj gradnjo tribun, slačilnic, novih prostorov, torej kar verjetno malo zavrla, ne, gradnjo. Kako daleč pa ste z gradnjo tribun, slačilnic in vsega, kar spada zraven? Ja, res je, da so trenutno vremenske razmere malo neugodne, s tem, da jaz verjamem, da je izvajalec zdaj to vkalkuliral pri izgradnji, saj konec koncev zima kot zima ni nekaj neobičajnega za naše področje in tu ne vidim nobene bojazni oziroma ne vidim nekega izgovarjanja, da je pa zaradi neugodnih vremenskih razmer se ni dalo ne vem kaj narediti, saj kdo pa lahko pričakuje, da bo januarja ali pa februarja vedno 15 stopinj, konec koncev tudi zima mora biti. Glede, gospod Graščič je tam gore v Hranigovci vložil ogromna sredstva v tisto njegovo smučišče, zakaj pa tudi tisto njegovo smučišče ne bi enkrat prišlo do veljave, pa drugi teden imajo, odnosno ta teden imajo šoloobvezni otroci počitnice, zakaj pa tega ne bi izkoristili. Jaz mislim, da je bil v to smučišče dan vložek vseh občin in prav je, da je tudi zima radodarna do njih. No, to pomeni, da tudi zanje je pomembno, da je sneg, ne? Ja. Kaj pa boste pravzaprav pridobili s tribunami? Kaj vse, torej razen tribun, torej za gledalce, za navijače, kaj še bo vse objekt obsegal? Ja, gledajte, po mojem mnenju, jaz sem vedno se zavzemal za to, da ni stika med gledalci in igralci oziroma da je tu premajhen stik, predvsem zaradi teh ločenih lokacij. Se pravi, nogometaši so končali, pa zdaj ne bo to od selekcije U7 do veteranske ekipe, so končali svoje obveznosti na nogometnem igrišču, se pravi tekmo, so enostavno odšli v klubske prostore, ki so oddaljeni od gledalcev 200 metrov, gledalci so ostali na svojem, nogometaši so šli na svoje in tu ni bilo neke povezave, neke simbioze. Ne. In predvsem upam in verjamem v to, da bomo z izgradnjo teh slačilnic, tribun, pa še teh prostorov, ki spadajo zraven, pridobili eno povezavo, odnosno eno vezavo med igralci in gledalci in ostalimi. In tu vidim, da se da graditi na bodočnosti. Se pravi, da tu še lahko gradimo en stik, ki nam je bil, ampak bo verjetno z tem postal še večji. Torej gre za tribune, koliko sedežev se bo dalo postaviti oziroma koliko jih bo? Ja, trenutne kapacitete tribun so 336 gledalcev, s tem, da še ostaja, se pravi, ostaja še vedno prostora za okrog 240 gledalcev z nadgradnjo, se pravi, v primeru izgradnje faze 4 oziroma 5, če bo verjetno kdaj ali pa tudi ne pokazalo potrebe po večjem številu, bomo verjetno tudi ostale 4, recimo, da so to ladje, pokrili in nagradili z sedeži in stoli. Ne. No, kaj pravzaprav še ostalo prinaša ta novi objekt? Koliko slačilnic, kakšna je površina, tako da si bomo lažje predstavljali? Ja, recimo zdaj površina je nekje okrog 350 kvadratnih metrov, v to so zajete 4 slačilnice, katere so malo večje kot so dosedanje, kar pomeni, da lahko glede na vadbene površine ali pa tekmovalne površine isti čas izvajamo neprimerno več treningov, tudi tekmo kakšno do zdaj je to bilo malo težje izvedljivo. Potem dobimo klubske prostore nove, dobimo sobo za masažo, dobimo nove sobe za sodnike, nove sobe za delegata, se pravi klubski prostor, eno sobo še dodatno za potrebe nogometnega kluba, kuhinjo, enočajno kuhinjo, pol skladišče za razne kose, ki jih rabimo, odnosno kosilnice, ki jih rabimo pri vzdrževanju nogometnih površin.
in WC ženski, moški in WC za invalide. To, kar moram reči, da je kar redkost in smo verjetno en redkih klubov, ki bo tudi invalidom zagotavljal pač njim primerne WC prostore. Ki ste se sploh spomnili, ne, na to. Ja. No in koliko je vredna investicija končna? Ja, vrednost investicije je nekje okrog 600 000 evrov. Ne. Gradnja sama pogodba je podpisana na ključ, kar pomeni, da izvajalec del mora delo začeti in dokončati v tej okviru te cen. Objekt gradi občina? Ja, se pravi, objekt se gradi iz občinskega proračuna, občine Ormož, gradnjo pa izvaja gradbeništvo Pintarič iz Čavnica pri Zgornji Radgoni. No, kot je znano, ste si mislim, da skoraj 2 desetletji prizadevali za ta objekt, nogometaši v Ormožu. Verjetno se veselite, ne? Bo to vseeno velika pridobitev, skoraj takšna, na katero boste lahko zelo, zelo ponosni. Ja, kot sem že poudaril, tribune, katere nestrpno res pričakujemo, še bolj pa te klubske prostore, katere nam bodo res odmogle marsikero neprijetnost, nevšečnost, nekako bomo lažje izvajali ta vadbeni program, tekmovalni program in ne vem, tu je res nekako smo se že začeli počasi pripravljati, da res, ko bo to dokončano, izpeljemo na najvišji možni ravni, se pravi te spremljajoče prireditve ob otvoritvi teh prostorov in verjamem, da ko bo enkrat to končano in ko bomo res lahko rekli, tako zdaj se pa lahko preselimo, bo se marsikomu od nas odvalil težki kamen od srca oziroma ne vem, jaz že počasi, ne vem, že sam kaj vse narediti, odnosno kako se pripraviti, kaj vse izvesti, da bo to res vredno ali pa zadostovalo temu, kar bomo dobili, ne, da bomo res to naredili, izpeljali na najvišji možni ravni, da pač res počastimo to, kar si, ne vem, 16 let, kaj to pridobimo, ne, mislim, izpeljamo ali pa oziroma kaj dobimo, ne, na ta račun. No, tako da boste pravzaprav imeli vse, glavno nogometno igrišče, pomožno nogometno igrišče, tribune, torej odlične pogoje za nogomet. Kaj vam bo recimo to sedaj pripomoglo, da se recimo ormoški nogomet še malo povzpne, ne? Se dokaj uspešni ste, ampak vseeno, da bi še malo recimo nekje zlezili malo više po lestvici. Jaz nekako pričakujem, da bo tudi sam odziv že vpisa v nogometno šolo. Moram reči, da je lansko leto bilo verjetno eno od bolj uspešnih, kar se tiče vpisa novih članov v to nogometno šolo, ne glede na to, kar je rokometna reprezentanca, recimo je bila tretja na svetovnem prvenstvu, se je pričakovalo mogoče, da bo malo upada pri nogometu, ampak se je na koncu pokazalo, da temu ni tako, da je dejansko zanimanje za nogomet še poraslo tudi iz tega vidika, če gledimo, da smo imeli vpisanega v nogometni tabor, ki je v Ormožu tradicionalen konec meseca junija 83 pohodnikov ali pa obiskovalcev tega nogometnega tabora, kar je za naše razmere pa za takrat fenomenalno in ko nekomu omenimo, recimo, da smo imeli 83 obiskovalcev nogometnega tabora, so malo začudeni, ampak so bili obiskovalci od Ljubljane pa ne vem, tam do tudi Hrvaškega, tudi do in je res to prioriteta, ne, in verjamem, ko bomo imeli to vse narejeno, da bo še večji, da bo še boljši obisk, odnosno da bodo otroci še raje prihajali na nogomet, konec koncev pač naj vsakdo igra naj se vsak vključi tisto panogo, ki mu najbolj odgovarja, na koncu pa se ne odloči za tisto, kaj bo, ne, in verjamem, da je to prava pot, ne, in da je to ena od možnosti
ali pa pridobitev, ki bo nam na tem področju največ pomagala. No. In res pa je, da tudi pri ostalih selekcijah moramo še marsikaj postoriti, narediti, pojačati trenerski kader, ga osvežiti, pripeljati novo sveže krvi, odnosno novi sveži trenerjev. Sporedno tudi do članske ekipe, konec koncev smo nekako po malem, zdaj konec jesenska dela to člansko ekipo nekako stabilizirali, vrnili nekaj te nogometašev, ki so pustili nogomet ali ki so odšli v druge klube oziroma so nekako ostali na tisti ravni, kjer so končali, in verjamem, da bomo v spomladanskem delu prvenstva to nadgradili in tam prvenstvo nekje končali pri vrhu lestvice. Res je, da nekako sanje v prvem mestu so trenutno nerealne, ker je vodilna ekipa vseeno toliko naprej. Gradimo pa predvsem na jesenskem delu, kjer si nekako želimo vrniti predvsem vse nogometaše, ki so zrasli v nogometni šoli ali pa ki so se izšolali v nogometni klubu, v nogometni šoli Ormož, da je vrnemo v matični klub oziroma v člansko ekipo in nekako začnemo graditi ekipo, da osvoji prvo mesto in vrnite v Superligo. Po Superligi pa, po vrnitvi v Superligi pa je vse možno. Moram reči, da bil bi neiskren, če bi rekel, da zanimanja ormoškega gospodarstva za nogomet, da je nično, vse prebuja, nekaj se da dobiti, verjamem pa še, da bodo rezultati tisti, ki bodo na koncu prevladali, da bo ta vložek še mogoče večji. Je pa dejstvo, da v Ormožu rabimo gospodarstvo najprej. Ja, za sponzorje, ne, gospodarstvenike. Kako se sicer financirate? Ja, financiramo se predvsem iz sredstev, ki jo dobimo iz občinskega proračuna po zakonu o financiranju društev in športnih kolektivov, nekaj na osnovi članarine, nekaj na osnovi vstopnic in ostalega, ter predvsem iz sponzorskih sredstev, ki jih jaz kot predsednik, pa tudi moram reči, da ostali člani upravnega odbora nekako poskušamo pridobiti na način, ki je v tem trenutku, pač greš prositi za sponzorska sredstva, nekje si uslišan, nekje nisi pač uslišan, ampak vsakemu se zahvalimo, pa rečemo, tisti, ki dajo, hvala lepa, pa prosimo za več, pa tudi tisti, ki ne dajo nič, in pač se zahvaljamo, pa upamo, da se srečamo drugo leto, pa bodo takrat razmerje drugačne. Sej nihče, moram reči, da ni takšen, da bi rekel, ne bom dal, ampak pač rečejo, pridi pozneje, zdaj trenutno ni, ampak v redu. Pač so časi takšni, da je to edina opcija, se pravi, vsakšnega imeti rad tudi tistega, ki da, pa tudi tistega, ki ne da nič. To je tak. Kako dolgo ste vi že pri nogometu? Pri nogometu. Jaz z nogometom se ukvarjam že od leta 73 ali pa 74. Tako da je zdaj že bi to skoro 48 let, če se ne motim. Že dolga doba, ja. Ste bili tudi aktivni igralec, torej? Ja, jaz sem nogomet začel igrati v Gorišnici. Pravzaprav igrati, pa pol sem nekako ugotovil, da sem za igralca glih najbolj, da bi boljše odločil, bi šel na gol, pa so rekli, ti bodi golman. No in kakšne uspehe ste beležili v svoji karieri? Ja, ne vem, tisti čas, jaz moram reči, da smo, takrat je bila malo drugače organizirana, ker še je bila Jugoslovanska prva liga. Mi smo takrat svoj čas igrali v Mariborski podzvezi A, najprej B, kak ekipa Gorišnice, ki je bila prvak, recimo današnje Ptujske lige, ki je takrat bila razdeljena na dve ligi, se pravi levi breg, desni breg, pol sta se prvaka sestala v finalu na igrišču na Dravi in prvak je pol nadaljeval v Mariborski podzvezi, najprej B, te pa od B pa se šel v Mariborsko podzvezo A, kar bi danes nekaj zadostovalo, ali pa ne vem, nekje tretji ligi. Torej, izkušenj je še in še za vami. No in kako se da primerjati recimo tisti čas vaših začetkov in danes? Se da sploh primerjati čas? Kako aktualen je nogomet bil včasih, kako je danes? Se pravi, tako smo nekje, smo takrat končali nogometno sezono, tam recimo jesensko, konec oktobra ali pa mogoče, ne vem, se ne spomnim, da bi kdaj igrali še v novembru, ne? In takrat pa začeli aprila.
Zmes ni bilo telovadnic, ni bilo nič, dejansko je bilo mrtvilo. 2 treninga tedensko, to je to pa tekma. Ne. Danes vsi nogometaši, ki več ali manj igrajo, nimajo premora. Razen, ne vem, če si kdo vzame teden dni dopusta po zimi ali pa 14 dni po leti, ko gre na dopust, drugače pa je mali nogomet. Tisto zapolnilo med treningi, drugače pa so treningi 3-4 tedensko plus tekma in je dejstvo, da je raven nogometa neprimerno večja, kot je bila tisti čas, ker jaz vem, takrat je prišla ena Olimpija, tam v Vičance pa nas natamburala z levo nogo 11 ali 12-0, pa gremo domov. Drugače danes se že skoraj vsak drugi ligaš muči z enim tretjim ligašem, dočim tam tudi prvoligaši samo ne grejo nekam pa ti dajo 15 komadov, pa lahko greš, ne? Ker vsi obvladajo nogomet, vsi so dobri tehničari in to je nogomet, sam nogomet, kak nogomet je doživel na tem področju veliki napredek in dejstvo je, da manjka, kaj tem malim klubom manjka in samo discipline, ne? Se pravi, trenerji delajo premalo na taktiki, ne? Tehničari so vsi vejo triblati, vsi vejo odigrati dvojne podaje, je pa malo premalo samodisciplina, odnosno na tehniki se dela neprimerno manj, kot recimo dela ti poklicni klubi. No, glede na to, da je Ormož malo mesto, malo možnosti torej imate za sponzorje in tako dalje, koliko pa se čuti konkurenca rokometa, ki je seveda zelo močan v Ormožu? Vsekakor konkurenca rokometa, ne vem, kdo se pač, nekako moje videnje tega udejstvovanja v športu, te mlajši kategoriji je vsekakor nekje tu, da se ne ukvarjajo, lahko se ukvarja tudi z rokometom pa z nogometom. Najbolj, mislim, za mene je najslabše to, da nekdo začne igrati rokomet pri 7 letih, pa ga igra aktivno do 15. leta, čeprav vemo, da prednike ali pa predispozicije njegovih staršev niso takšne, da bo nekdo zrasel do 1,90 m, pa imel 95 kg, da bo lahko uspešno igral beka ali ne vem, v sredini. Danes, ne vem, tam en igralec rokometa v sredini tudi mora imeti 1,85 m, saj pa eni tam 85-90 kg. In otroci so tam do 15. leta igrali rokomet, tam je ostal na 1,70 m gotovo. Nogometa pa ni treniral, pa bi mogoče rad. Tada jaz bi vseeno nekako tu poudaril, da ne igrajo vse, pa se pol odločijo. Če bodo predispozicije tiste, vse vemo, danes imamo ogromno 1,90 m, 2 metrašov, ki lahko igrajo. Nekaj pa ostane tudi takšni, ki bi mogoče, če bi še nogomet zraven trenirali, aktivno, pa bi ugotovili, glej, 1,60 m je bil velik, oni Vranješ, ki je edini uspel med temi malimi rokometaši. Malo poznam rokometašov, ki so lahko nekaj pri 1,70 m, 1,60 m, 1,70 m uspešno igrali rokometne. Nogometašov pa ni problema, lahko je 1,70 m, 1,60 m, ni nobena ovira in tu bi verjetno moglo biti več tega, da bi se z večjimi športnimi panogama, se zdaj ni možno, da je to nogomet z večjimi športnimi panogami mladina ukvarjala, pol pa se ne odločijo. Naj se vidijo tiste njegove predispozicije, ali bo atletičar, ali bo nogometaš, ali bo rokometaš. Prevemo, pri rokometaši, če pri 15 leti nimaš 1,80 m, ne vem, mislim, da težko kaj lahko iščeš. Vse danes je pač takšen trend, ne vem. Lahko se motim. No, dejali ste torej, da je bilo na lanskoletnem taboru 83 otrok, kar vas je seveda razveselilo. Za podmladek se torej vseeno ni bati, ne? Kdaj pa ste torej začeli z nogometno šolo? Konkretno v vašem klubu? Nogometno šolo, moram reči, da še sam se težko spomnim, vem pa, da sem jaz bil eden od začetnikov, od pionirjev te nogometne šole, takratnim trenerjem še Drago Posavec je nekako to, glede na njegove izkušnje, pa njegovo delovanje v nogometu kot strokovnjaki, pa dejansko je pristopil k temu nogometu z eno čutom, pa z enim, ne vem, strokovnostjo, ne, mi smo vsi bili na tem področju bolj, smo se sicer ukvarjali, ampak ne s tem, da vem, ko je Drago prišel, je prinesel kartonček, pa je rekel, glej, ne vem,
Pepek, Toti je zdaj star 8 let, ima močno levo nogo, desna noga je slabša, je velike toliko, kil ima toliko, pa je se dejansko to delalo nekako selektivno, da se je spremljal njegov razvoj. Ne. In to je bil to so bili nekje prvi začetki te nogometne šole. Mislim, da je bil prvi nogometni tabor leta 2002 ali pa 2003 tu nekje in od takrat pa imamo to standard. Mislim, že je res tradicionalno in samo upam, da bomo šli še naprej in to dvignili še na višjo raven, s tem še pridobili nekaj članstva in nekako počasi gradili tisto, kaj bi radi. Kdaj otrok izpolni pogoje za nogometno šolo? Koliko mora biti star? 5 let? Ni. Ne vem, nekoč so nas učili, Brane Jelznar, ki je, mecen slovenskega nogometa, on je pač imel svojo teorijo, pa svoje gledanje na nogomet, da bi otrok mogel začeti z nogometom se ukvarjati pri 11-12 leti. Danes to ne gre, ne. Danes deca brcajo, ko so stari 3 leta, 4 leta, s 5 letami že grejo malo po malem tiste razne preigravanje, pri 7 leti že obvladajo šogo, moram reči, tako so nekoč pri 10 leti. 11 leti se že delajo selekcije, ne. Danes se že vidi pri 11 leti. S tem je pa res, ne, da tudi so se marsikje zmotili pri 15 leti, da so rekli, to ti ne da za nogomet, to ti bodo za kaj drugo, ampak je na koncu postal ne nogometaš, nego vrhunski nogometaš. Tako da tu ni nič dorečenega, je pa res, ne, malo je talent, še več pa je volja, ne, ker brez dobre volje pa brez treningov tudi talent nič ne pomaga. No, kako imate torej rangirane te vaše selekcije? Ja, nekaj začnemo z selekcijo U7. To se pravi, to so ti začetniki, kjer nekako vključujemo, zdaj že moram tudi reči tradicionalno, vsako leto imamo obisk vrtca v nogometnem klubu, kjer ti 4, 5, 6, 6-letnike nekako začnejo spoznavati nogometno igro, da jim predstavimo, kakšen je sistem nogometa, kaj se pri nogometu dogaja, kdo v nogometu kaj pomeni, od branilca do golmana, do napadalca, do veznega igralca. In tu že počasi se začne tista ljubezen do nogometa, do žoge nogometne, do nogometne igre in nekako jih bolj združimo v U7. Moram reči, da smo trenutno ena od redkih klubov v Sloveniji, kjer imamo tudi upeljane nogomet v vrtcu. Vsak teden imamo v vrtcu Ormož in v vrtcu Velika nedelja, se pravi ene učne ure nogometa, se pravi prek Nogometne zveze Slovenije imamo vpeljano ta nogomet v vrtcu, kjer je v Ormožu, mislim, da je vključeno nekje 24 ali 25 teh obiskovalcev vrtcev, pri Veliki nedelji pa tudi nekje okrog 15-16. In to so ti začetki, ne, se pravi, to smo bili izbrani na priporočilo Medobčinske nogometne zveze od gospoda Lenartiča in on je priporočil in seveda Nogometna zveza Slovenija nas je izbrala kot enega od treh klubov v Sloveniji. Tu je še Aluminij, pa še en klub v Sloveniji, ki se trenutno ukvarja z nogometom v vrtcu. Tako da je to eno lepo priznanje in moram reči, da je to en pravi začetek. No, pol pa, če gremo naprej, iz U7 gremo v U9. Tu so že, se pravi, tu pri U7 je še bolj spoznavanje z igro, ni še toliko poudarka na razni tehniki, pa bolj tehniki, taktike, še tako ne delamo, ne. Dočim pri U9 se že začne delati bolj tehnika, malo že tehnika, pa taktika, naprej pa že delamo od U11, U13, U15, kadeti, mladina, pa člani do veteranov. Veterani pa pol poberajo tisto, kar so se naučili od U7 pa do članov, te pa koristijo pri veterani. No, so kar aktivni ti vaši veterani, ne? Se kar vključujejo. Ja, moram reči, da imamo kar aktivne veterane, predvsem vodstvo je, moram reči, fez aktivno in so nam za letošnje leto kar zadali nekaj, ne bom rekel sivih las, ampak recimo prijetni dolžnosti, bodo gostili kar 2 turnirja, mednarodna
seveda tu kot predsednik sem jim obljubil nesebično pomoč in nekako se tudi trudim, da bi v to probal tudi prek gospoda župana, da bo tudi gospod župan tu malo pomagal, da nekako speljemo, ker gre za konec koncev za mednarodni turnir in je dejstvo, da ni to samo zdaj nogometni klub Ormož ali pa veterani nogometnega kluba Ormož, pač pa je to Ormož. In kot Ormož verjamem, da se bomo predstavili tako sosedom iz Hrvaške, kako sosedom iz Mačarske v eni pravi luči in jim pokazali, kaj smo prleki sposobni narediti skupnimi močmi. No, sicer pa kar kujete neke načrte v smeri, da bi čim več sodelovali tudi mednarodno s temi najbližjimi nogometnimi klubi. Kako je s temi sodelovanji? Bili so torej tudi s Hrvaške gostje na vašem občnem zboru? Ja, vse veste, dober sosed je vedno dobrodošel. In prvi je vedno dober sosed, prvi na vrsti je pač najbolj pri roki, je prvi sosed. In nekako smo si zadali, da imamo v bližini 5 klubov, pa še središče, zraven 6 klubov, da se nekako povežemo, da začnemo sodelovati. To je konec koncev malo področje. Če na en takšnem malem področju, jaz ne vem, zdaj, če je recimo do Vinice, je tam 12 kilometrov, vse ostalo Babinec, pa recimo do središča, vse je tu nekaj na enem področju 20 kilometrov, 6 klubov, če stopimo v kup, eni imajo probleme z enim, drugi imajo probleme z drugim, če bi stopimo v kup, pa to nekako te probleme poskušamo vsi rešiti, jaz mislim, da bi iz tega se lahko nekaj scimlo. No, kaj recimo? Nekako smo zdaj navezali ene prijateljske stike z nogometnim klubom Vinica in moram reči, že prva akcija je stekla. 17.3. peljemo 2 avtobusa mladih nogometašev iz nogometne šole Ormož v Zagreb na nogometno tekmo Dinamo NK Rudež, katero nam je organiziral pač naš prijatelj iz nogometnega kluba Vinica, Stanko Lazar, Stane. In to je že ena od oblika sodelovanja. Se pravi, na zadnjem skupščini kluba, ki smo imeli, so se njihovi predstavniki tudi udeležili te naše skupščine, kako sem tudi, so mene povabili na njihovo skupščino in sem tudi bil in moram reči, da so prvi občutki ali dokaj pozitivni in upam, da bomo to res razvijali do enega pravega prijateljstva, pa ne samo na področju nogometa, pač pa tudi na področju, ne vem, druženja občanov, občine Ormož, občanov občine Vinica, pa tudi širše. No, to je seveda že eden izmed načrtov. Kaj pa sicer načrtujete v tekočem letu? Pa seveda, kakšne imate želje, nogometaši ormoški? Želje so, med željami pa realnostjo je velika razlika. Želje imamo ogromne, ampak nekako smo v tem letu rekli, da bomo pač stopili na realna tla, se pravi prvenstveno to, da vrnemo nekako vse te nogometaše, ki so zdaj, rečemo, na temo raztepeni po ostalih klubi in na osnovi tega probamo graditi eno pravo domačo ekipo z nogometaši, ki verjamemo, da so dovolj kvalitetni, ker igrajo po 3. liga in tako naprej. Želj imamo ogromno, želje imamo to, da ne bi imeli finančnih težav, da bi to lahko vse te obveznosti, ki jih imamo do dobaviteljev, premostili brez nekih stresov. Ostalo pa želimo si čim prej zaključiti to našo gradnjo, odnosno te naše klubske prostore, da nekako se preselimo, da se vselimo v te nove prostore, pa da zaživimo, da gradimo resen klub, ki bo imel vse na enem mestu, te naše klubske prostore pa prepustimo tistim, ki tudi že s težkim srcem pričakuje, se pravi atletskemu klubu Ormož, za katera mislim, da si tudi zaslužijo, ker glede na njihovo številčnost, pa aktivnosti, ki jih vodijo, pa marljivost, kjer kažejo, moram reči, da si jih zaslužijo. In bi bilo res, je res pošteno, da te klubske prostore dobijo, ker moram reči, da je malo
klubskih aktivov v Ormožu, ki so tako aktivni. Je pa res, da pa imamo v Ormožu ogromno športnih kolektivov, ki si zaslužijo večjo pozornost. To pa je naloga in upam, da jo bomo v tem letu tudi izpeljali, ker tudi sam kot član Športne zveze Ormož moram reči, da mi je malo nerodno ali pa me je malo sram, da nismo na tem področju delali več, ampak upam, da bomo res v letošnjem letu to športno zvezo spravili k življenju, da bo zaživela in odigrala vlogo, ki športni zvezi gre, odnosno, kjer je njena naloga. In to je ena od prioritet. In če nam bo to uspelo, jaz mislim, da bomo postali tudi mesto z pravo organizacijo športne zveze, ker športna zveza je tista, ki mora povezati vse športne kolektive, kjer je v Ormožu ni malo, da so še bolj prepoznavni, da se enkrat na leto dobimo, da se tistim zaslužnim športnikom, ker imamo toliko zaslužnih športnikov v občini Ormož, res pa niti 95% občanov občine Ormož ne ve, da prihajajo iz občine Ormož. In to je tisto, kar moramo spraviti na eno solidno mesto. Gospod Klemenčič, hvala lepa, da ste si vzeli čas za obisk v našem studiu. Veliko uspeha vam želimo pri vodenju nogometnega kluba Ormož. Upam, da se bomo videvali, podpirali seveda vse vaše uspehe. Ne vem, imate kakšen slogan, s katerim se bomo poslovili danes? Jaz ne vem, kaj bi rekel. V glavnem pravim, naredimo vsi skupaj vse, kaj je v naši moči, da bo šport v Ormožu zaživel res v tistem pravem sijaju, ker pravim še enkrat, imamo ogromno športnikov, ki si za to zaslužijo in na nas je, da jim to tudi naredimo. Hvala lepa. Tudi vam. Toliko za danes, spoštovane gledalke in gledalci. Hvala lepa za pozornost, pa bodite z nami tudi čez teden dni. Srečno do takrat.